Pozdrav vsem skupaj. Evo, en teden je okrog, mi smo spet skupaj. Danes bi rada predstavila vsem tistim ljubiteljem kave, ki mogoče včasih radi pretiravajo s pitjem kave, da si pa skuhajo mogoče nekakšen nadomestek. Sicer te kave nimajo kofeina, zato nas ne bojo zdaj glih neki dvignile naš nivo energije kar naenkrat, so pa zato zelo, zelo zdravilne. In danes bi vam rada predstavila kavo nadomestek, to že verjetno večina poznate, iz želoda. Torej, želodova kava. Kako si jo pripravite? Čisto enostavno je. V jesenskem času si pač naberete želod. Zaenkrat ga je še vedno polno, sicer na določenih mestih zaradi vlage že kali. Poiščite takega, ki še ne, in ga posušite. Ko je želod suh, lahko ga sušite tudi najbolje naravno, drugače ga lahko tudi v pečici nekje na 70 stopinj, pa da je malo odprta. Ko je suh, ga preprosto narežete, mogoče na tisti strojček, ko je primeren tudi za mletje orehov ali pa na roke, prepražite na suhi ponvi, ampak le toliko, da malo porjavi. Pazite, da se vam ne prismodi, ker potem bo kava grenka, neokusna, ne bo glih najbolj prijetnega okusa. Potem pa vse skupaj, ko je prepraženo, počakajte, da se malo ohladi, zameljete v kavnem mlinčku ali pa v možnarju, potolčete v prah in si skuhate kot čisto navadno kavo. Želodova kava je zelo primerna če imate težave z želodcem, črevesjem, uravnava sladkor v krvi, znižuje holesterol. V glavnem, zelo je zdravilna in tudi župnik Knajp jo priporoča kot eno najboljših nadomestkov črne kave. Včasih so delali kavo tudi iz krompirjevih olupkov, iz rdeče pese, iz korenja, poznana je tudi kava iz cikorije, iz praženega ječmena. Rada bi vam pa predstavila še mogoče vam nekoliko manj znano kavo, to je pa iz šipkovih semen. Mislim, da te pa še ne poznate, ker ni toliko omenjena. Najboljše je, da šipek očistite in dobite čim več semen. To so zdaj surova semena, suha. Ni važno, če vam ostanejo kakšni takšnile olupki zraven, glih temu jih lahko uporabite. Ta semena morajo biti suha in ta semena potem preprosto prepražite, kot smo prej omenili, v suhi ponvi, do tega, da tako lepo rjavijo. Naj vam ne počrnijo ali pa ratajo preveč črni, ker bo spet kava preveč grenka, čudnega okusa. Takale popražena semena, potem spet počakate, da se do konca ohladijo in zameljete v kavnem mlinčku. Moja kava je takšna malenkost bolj groba, lahko vam pa jo uspe tudi v kakšen tak bolj fini prah zamlet. Skuhate jo spet kot čisto navadno kavo, lahko jo sladkate. Šipkova kava uravnava sladkor v krvi, dviguje splošno počutje, krepi imunski sistem. Zelo je odlična za splošno dobro počutje. Primerna je tudi za nosečnice in pa doječe matere. Ta semena, šipkova semena, vsebuje zelo veliko vitamina B kompleksa, torej B1, B6, B2, vitamin E, vitamin K in tudi vitamin P, ki je zelo redek vitamin. Kako pa zdaj ta kava izgleda? Jaz sem si jo že skuhala. Kot lahko vidite, barva kave je zelo podobna pravi kavi. Vonj kave spominja na neke oreščke,
Semena vanilje, semena šipkova vsebujejo tudi vanilin, zato ima rahel privon po vanilji in tudi okus je tak po vanilji, no. Kava je malenkost kisla, to pa zato, ker vsebuje tudi vitamin C. Kavo lahko sladkate, lahko jo pijete 2 do 3-krat na dan, torej je odličen nadomestek prave kave in za tiste, ki pač želijo malo zmanjšati črno kavo. Tako, mi gremo zdaj nabirati želod in si potem pripraviti kavo za ozimnico. Tako, lep pozdrav do naslednjič.